Na zbirnem mestu na Rogli se je prvi dan zimskega tabora zbrala pisana druščina smučarjev na različnih smučarskih pripomočkih. Monoskijih, ki imajo sedež pritrjen na eni smučki, biskijih s sedežem na 2 smučeh in na klasičnih smučeh. Med smučarji so bili poleg otrok in mladih z oviranostjo tudi njihovi sorojenci, starši, pa 13 vaditeljev smučanja in številni prostovoljci. V zraku je bilo čutiti vznemirjenje, saj se je prva skupina že vrnila z vožnje, druga pa je čakala na svoj prvi spust. Jaz sem prvič, kar moram pa povedati, da mi je zelo zanimivo, bi še prišel in taka izkušnja z biskijem, to še nisem nikoli doživel, kakor zdaj tukaj. Na začetku me je bilo malo strah, ampak sem se hitro opogumil pa postavil na noge, tako kot je treba. V smislu, da sem hitro premagal strah, tudi na različne sem šel smučišča, sem videl malo, kako je. Je povedal 16-letni Gal Kordič, ki je prvič smučal na biskiju, ne pa tudi zadnjič. In najbolj mi je bilo všeč na Košuti, tam, ko sem bil, ko smo lahko dolge zavoje delali, pa sem imel zelo fajn. Pa še klele na kavču, ko smo bili na tem letečem kavču, ne vem, kako se reče, točno mi je bilo fajn. Na začetku, kavč je sedežnica. Ja, sedežnica in me je bilo na začetku malo strah, ampak sem vse zvozil, tako kot je treba. Njegov pomočnik Klemen, ki je prvič upravljal biski, je bil prav tako navdušen. Če se spomnim, ko sem jaz prvič smučal in kako je Gal danes prvič smučal, to je čisto drugače. Moram reči, da jim gre izvrstno. Prvič se je z biskijem peljala tudi 25-letna Tamara Belec, ki je bil najbolj všeč. Adrenalin po strmini. Na vprašanje, kakšen je bil prvi spust, je 25-letna Ana Mandl, ki invalidski voziček tako kot Tamara uporablja zaradi cerebralne paralize, odgovorila. Fenomenalno. A res? A je šlo hitro? Ja, Kaj ti je bilo najbolj všeč? hitrost. Med mladimi parasmučarji je bilo tudi nekaj izkušenih. 8-letna Brina Sekač je že večkrat smučala z očkom in ima tudi lasten biski. Njen leto dni starejši prijatelj Maksimilijan Podpečan, ki je na eno oko popolnoma slep, na drugo pa ima 4% vida, je prav tako izkušen smučar. Smuča tako, da sledi komu, ki pred njim smuča v barvnem oblačilu. In tudi njega najbolj navdušuje hitrost. Sicer pa je po njegovem najboljša stvar na taboru. Najbolj mi je všeč, ko se s prijatelji družimo. Kaj ste všeč? Lovimo se skrivamo tam pri sobah. Navdušenim mladim so pri odkrivanju smučarskih veščin pomagali inštruktorji in tudi prostovoljci. Med njimi tudi učitelj paraalpskega smučanja Ilija Avramovski. Res lepo, nimam kaj, z besedami ne moreš opisati to čustvo, ne. Pač to, kar oni doživijo, ne, in ko smo mi za njim in to, pač začutiš tisto njihovo energijo potem, ne, kako so oni veseli, tisto emocijo, ko imajo prvič na smučke na snegu, ne, in to res začutiš. Tudi, če ne smučaš z njim, samo da jih vidiš, to se takoj vidi, da je pač nekaj krasnega, ne. Pomočnik Dejan Kralj pravi, da je tako za mlade kot za spremljevalce smučanje s paraskijem precej enostavna stvar. Občutek rabiš, kot za vse športe. Ni zdaj, da boš to kar znal, ampak moraš občutek dobiti, pa tiskaj noter vedeče, tudi če ima občutek, se da dosti hitro natrenirati. Ja, mi dva sva bila prvič, oba pa je bilo luštno. Med rednimi obiskovalci zimskega tabora na Rogli je tudi družina Kvicberg iz Švedske, ki se je pred 3 leti preselila v Zagreb. Ker 15-letni Marlon rad smuča, so iskali podobne tabore, ki so na Švedskem utečena stvar. In ga našli na Rogli, pravi Marlon. In Sweden it's not that hard as long as you have the right people to help you and Na Švedskem ni težko smučati, če le imaš koga, ki ti pomaga. Opremo pa si zlahka sposodiš na smučišču, pojasnjuje Marlon, ki ima cerebralno paralizo. In zimski tabor na Rogli je tako, če se pohecamo, celo mednaroden. Vsekakor pa zelo povezovalen, je vtise strnila Brinina mama Barbara Pušnik.
Poznaš različne družine, sicer so otroci zelo z različnimi težavami, ampak sigurno najdeš kakšno skupno točko ali pa si kakšno podobno stvar, izkušnjo, ne vem, prej smo se pogovarjali z eno mamico glede šole, pa ne vem, kako ti pride šola nasproti ali pa koliko je neke borbe, ne, imamo starši ali pa imajo starši različne, ne, pač kako si priboriti določene stvari, ne? In to je fajn malo deliti z nekom, ki je ali že dal čez, ali pa je v isti situaciji, ali pa glede kakšnih terapij, karkoli, no res te izkušnje staršev so v bistvu en zelo tak pomemben vidik. Povezujejo pa se tudi otroci. Takoj so se med sabo povezali, pa prej bila tudi na poletnem taboru bila ena punčka Maja, sta se tudi takoj, sta ratale tako najboljše prijateljice, no. V tistih 3 dneh ne moreš verjetno, kako se res povežejo, no. Se počutijo sprejete in tako so med sebi enakimi in jih je lepo videti, no, tako. Organizacijo je pohvalila tudi Maksimilijanova mama Špela Peras Podpečan. Dan je res do potankosti napolnjen z aktivnostmi, tako da zvečer pademo v posteljo, se pravi smučanje in pa potem tudi predstavitve ostalih parašportov, no. Čeprav morda res še ni povsem primerljiva s Švedsko, pa ponudba športnih dejavnosti za mlade z invalidnostmi vendarle raste tudi pri nas. Poletnih taborov je bilo že 7, letošnji zimski tabor je bil 3, udeležba na njem pa rekordna, pravi vodja organizacije in srčni motor zimskega tabora, ki je vedno vsem na razpolago, Majda Kočar. Na taboru so otroci z najrazličnejšimi vrstami invalidnosti. Nimamo tukaj nobenih omejitev, nobenih priporočil, nobenih pač ni čisto vsak je dobrodošel, vsak lahko pride, vsak se lahko pridruži. Nimamo neke selekcije ali pa nekega filtra, kdo lahko, kdo ne. In potem tudi prilagodimo aktivnosti otrokom glede na njihovo invalidnost. In kar se tiče smučanja, imamo potem 2 veliki skupini, sedeči in hodeči smučarji. Kar se pa tiče aktivnosti noter, imamo letos tudi v bistvu v času, ko je ena skupina na snegu, ker letos imamo razdeljeni v 2 skupini zaradi številčnosti. Ko je ena skupina na snegu, je druga skupina v telovadnici. Imajo aktivnosti v telovadnici, kjer se tudi zelo veliko dogaja v dopoldanskem času. V popoldanskem času imamo pa potem še druge aktivnosti, recimo predstavitev kempa v Ameriki, kjer so bili 4 naši mladi športniki, glasbeni program, obisk paralimpica. Imamo tudi nekaj aktivnosti ločenih za starše, ločenih za otroke, tako da jaz mislim, da uživajo oboji. Večja dostopnost parasmučanja, ki je sicer v načrtih, bo po mnenju profesionalne učiteljice paraalpskega smučanja dr. Nike Šuc močno odvisna od tega, ali bo dovolj usposobljenih kadrov. Se morajo smučarski učitelji opraviti še dodaten izobraževalni modul in pridobiti ogromno specifičnih znanj. Ta parasmučanje je neka zelo široka nadpomenka, tako da čisto vseh v isti koš tudi ne zmečemo, no. In je v bistvu res tle kar neke specifike, na katero se treba tudi priučiti, ne, za vsakega posebej. Takšno poučevanje oseb z invalidnostmi pa vendarle ni običajno delo, meni sogovornica. To je recimo temu tudi poslanstvo oziroma neka želja omogočati pač čim širši populaciji te užitke na snegu. K temu pa stremimo, ne, zato smo tukaj. Predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja, je potrdil, da bodo v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije kmalu organizirali novo usposabljanje inštruktorjev za paraalpsko smučanje. Širjenju dostopnosti pa bodo pomagali tudi z opremo smučišč, ki jim bodo priskrbeli 12 posebej prilagojenih monoskijev. Damjan Lazar. Tako da bo v prihodnosti bojo smučišča imelo neko določeno nalepko na tisti hišici, ki nekako usmerja smučarje in bojo lahko te smučarji in invalidi se pravi najeli tudi monoskije, bo tudi nekdo usposobljen tam od teh inštruktorjev, tako da bo imel popolno podporo. Čeprav je bil ta tabor prvenstveno namenjen zimskim športom, pa je bilo tudi v večnamenski dvorani vseskozi živahno. Otrokom je pri igri pomagala tudi lanska 2-kratna svetovna prvakinja v paraplesu Nastija Fiolič. Različni športi so bili pa poligoni, pač za otroke smo imeli, pa domač povedano, hoteli smo staršem dati malo frej, da so si vzeli čas za kavo, pa smo mi poskrbeli za udeležence, da so se malo podružili, spoznali, pa tudi tako malo športno bili aktivni, no.
ples je taka fajna zadeva, da jo v nek urnik hiter lahko daš, pa tudi malo se razmigajo, kaj noga spoznajo. Je bilo pa lani tudi, ne vem, lokostrelstvo, pa zdaj bomo tudi predstavitev smučanja v tujini videli, pa tako, mislim, boča, curling, pač take zadeve. Kako pomembno je, da se tudi otroci z oviranostjo lahko športno udejstvujejo, je ponazorila svojo lastno izkušnjo. Res sem vesela, ker jaz sem bila pač vedno upravičena športne vzgoje. Tudi, ko sem šla na, recimo, ko smo imeli šolo v naravi smučanje, jaz nisem se tega udejstvovala, pa smo imeli razne sprehode, pa tako da na nek način sem bila vključena, ampak še zmeraj lahko bi šla smučati, ne. Tako da sem vesela, da se to razvija tudi v Sloveniji in vesela sem za te otroke. Tako da mogoče tudi sama malo podoživljam otroštvo, pa zdaj to izkusim, če že prej nisem. Prav v športni dvorani so se otroci in njihovi starši naučili tudi plesno koreografijo Trkajeve skladbe z naslovom Ta tempo, ki je postala himna parašportnikov. Glasbenik Rok Trkaj, ki jih je obiskal, je v 5 letih, kar sodeluje na taborih, z udeleženci stkal posebno vez. Ljudje nosimo s sabo v glavi precej enih predsodkov in glavno je to, da ima vsak od nas že po moje v svoji genetski zasnovi strah pred neznanima. Ne? Tudi jaz sem imel te zadržke, ne da me je strah tega, ampak ne veš kako, kaj je prav, kaj ne. In ko so mi enkrat razložili, se pravi, ne, to njihovo mentaliteto, filozofijo, da se radi hecajo, da ne marajo tega, bi rekel, pomilovanja pravzaprav. In ko sem se pa tudi sam usedel na invalidski voziček in šel košarko igrati, ne? In ko me je kolega nabil kamačka, ne, sem pa tudi začel spoštovati, ne, ker sem se pač boril, ne, visok sem, tudi če sedim pač, ampak me je namazal ko mačka in če imaš pa tako osebno pristno izkušnjo, tudi športno, ne, to, pa začneš to spoštovati, ne.